Dober dan, lepo pozdravljeni. Danes je rojstni dan Nove Slovenije. Ustanovljena je bila 4. avgusta leta 2017. Po dvojnih uspešnih volitvah leta 2000 in leta 2004 smo potem bili tudi 4 leta v vladi. Imeli smo 8 oziroma 9 poslancev. Po volitvah leta 2008 žal nismo dosegli parlamentarnega praga in takrat smo tudi izpadli. Takrat je tudi naš ustanovitelj in bivši predsednik dr. Andrej Bajuk odstopil in stranka je zaupala vodenje meni oziroma naši ekipi. Takrat smo se trdno odločili, da Nova Slovenija mora priti nazaj v parlament. Zato smo naredili vse in to nam je res uspelo, na to smo ponosni kot edina stranka, ki je do sedaj to uspelo. Na zadnjih volitvah smo sicer nekoliko izboljšali rezultat, vendar še s tem nismo zadovoljni. Veseli nas, da aktualne javnomnenjske podpore nam pripisujejo vsaj podvojitev rezultata. Mi tudi kot opozicijska stranka, konstruktivna opozicijska stranka, ves čas smo tudi zelo aktivni, vlagamo zakone, vložili smo jih okrog 40 v parlamentarno proceduro, 4 so bili sprejeti, najodmevnejša gotovo zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ter pa zakon o osebni asistenci. V prvem branju na zadnjem parlamentarnem zasedanju sta bila sprejeta tudi naša zakona o specializiranem državnem tožilstvu in sodiščih za pregon bančnega kriminala. Upamo, da bo ta zakona tudi dokončno sprejeta in da bodo tudi tisti, ki so naredili bančno luknjo, zanjo odgovarjali pred sodišči. Nova Slovenija se tudi intenzivno pripravlja na parlamentarne volitve prihodnje leto. Naš program nenehno izboljšujemo, nadgrajujemo, dodelujemo in tako naša strokovna ekipa za prihodnost intenzivno dela na našem volilnem programu. Stranka se je tudi odločila, da pripravi nekaj reform, med drugim smo pripravili tudi zdravstveno, pokojninsko reformo, mini davčno reformo, reformo družinske politike in še nekatere druge. Prav tako se je stranka odločila, da gre na predsedniške volitve samostojno kandidaturo. In danes, ko stranka praznuje rojstni dan, sem vesela, da lahko napovemo, da bomo imeli svojega predsedniškega kandidata oziroma odločila sem se, da bom kandidirala za predsednico republike. Zakaj? Predsednika oziroma predstavljam si, da mora biti predsednik republike nekdo, ki je odločen, ki ima vizijo Slovenije, ki opozarja na probleme, na stanje v družbi, ko je to potrebno, ki zna jasno zavzeti stališča in tudi odločno pove, kaj je prav in je varuh kompasa, varuh smeri, v katero mora iti Slovenija. Moje programske točke so naslednje. Torej, predsednik države, predsednik republike mora imeti jasno in odločno besedo. Kot moralna avtoriteta mora biti varuh kompasa in prave smeri. Imeti mora jasna stališča. Kot predsednica bom sledila temeljni viziji, da postane Slovenija ena od najuspešnejših držav. Zato imamo možnosti, zato imamo potenciale, da se uvrstimo med 15 najbolj uspešnih držav. In mladi morajo imeti možnost, da svoje talente, svoje znanje uporabijo v Sloveniji. Zato si bom prizadevala kot predsednica. Slovenija potrebuje tudi urejenost, varnost, pravičnost. Slovenija ne sme biti država dvojnih meril. Zagotoviti moramo pravno državo, da bomo pred zakonom vsi enaki, svobodni in varni. Kot predsednica si bom prizadevala za državo, v kateri bomo radi živeli, na katero bomo ponosni, ker bomo živeli dobro in varno.
in zato želim povrniti zaupanje državljanov v slovensko državo. Zato smo se leta 90 odločili, da želimo samostojno Slovenijo, v kateri bomo živeli svobodno, demokratično, ki bo res naša domovina. In zato Slovenija potrebuje tudi več demokratičnosti, svobode, odprtosti, dialoga, predvsem pa medsebojnega spoštovanja. Prav na tej točki pogosto šepa naša demokracija, ker je premalo argumentiranega dialoga, premalo medsebojnega spoštovanja. Poštenost, delavnost, spoštovanje družine, odgovorno ravnanje vsakega posameznika so tiste vrednote, ki morajo dobiti v Sloveniji ponovno večjo veljavo. Kot predsednica želim nameniti vso svojo pozornost in naklonjenost tudi našim rojakom, ki živijo zunaj slovenskih meja, bodisi našim izseljencem, tistim, ki delajo v tujini, ali pa tistim, ki živijo na drugi strani meje in so člani naše narodnostne skupnosti. V zunanji politiki pa bom ravnala tako, da bo Slovenija vedno bolj kredibilna, priznana, ugledna in spoštovana država. Spravni proces se mora nadaljevati in temeljiti na resnici. Kot predsednica želim prisluhniti ljudem, jih razumeti in prepoznati njihove probleme, ter na to tudi ustrezno odreagirati. Kot mama, babica, žena, nekdanja profesorica, županja, evropska poslanka, poslanka, ministrica, podpredsednica vlade in predsednica stranke sem se gotovo naučila, kaj to pomeni voditi in kaj pomeni prisluhniti ljudi in ljudi tudi povezovati za skupno dobro. Zato sem vesela, da je z mano danes tudi široka ekipa Nove Slovenije, ki združuje mlade, ki združuje najmlajše, srednjo generacijo in tudi tiste uveljavljene politike z dolgo kilometrino. Vedno sem si prizadevala povezovati vse generacije, ker smo vsi potrebni stranki in vsi smo potrebni tej državi. Slovenija potrebuje zmirnega, vendar aktivnega predsednika vseh državljanov, ki bo svojim vplivom in delovanjem pripomogel k temu, da se bodo stvari v naši državi hitro in učinkovito reševale in tudi premikale v pravo smer in seveda na bolje. Veselim se predsedniške tekme, pripravljena sem na zmago, čeprav se zavedam, da pred koncem tekme ni še nihče zmagovalec. Slovenijo imam tudi nad vse rada, zato želim narediti zanjo vse, kar je v mojih močeh. In zato kandidiram za predsednico republike, ker imam rada Slovenijo, ker jim želim prinašati mir, ker želim, da bi odločno zastopala stališča državljanov in usmerjala in bila nekako varuhinja kompasa, ki bo državo peljal v pravo smer.